imenu 32 podpisnikov poslancev Državnega zbora, poslanca Slovenske demokratske stranke, Slovenske nacionalne stranke in poslanca Roberta Vatelija dajemo pobudo vladi Republike Slovenije, da se začne postopek za sklenitev meddržavnega sporazuma z Republiko Avstrijo za prekop smrtnih ostankov 65 borcev Pohorskega bataljona, ki bi z najvišjimi vojaškimi častmi pokopali na orejenem enotnem kraju zadnjega počitka v Sloveniji. Ta epopeja Pohorskega bataljona, spomin na njo mlade borce v slovenskem prostoru deluje povezovalno. Krepi domoljubje, saj je svetel vzor junaštva, upora zoper okupatorja in zoper nacizem. Zato Slovencev ne deli, tu smo si, upam, popolnoma enotni. Ob hudi krizi, ki smo soočeni z njo in ki je predvsem posledica erozije vrednot, je potrebno, da tudi simbolnimi dejanji, ki povezujejo in ne delijo, skušamo krepiti pozitivne vrednote, kot so domoljubje, svoboda, demokracija in spoštovanje. Zato pobuda za prekop in pokop z najvišjimi vojaškimi častmi ni le stvar pietetnega spomina, ampak je priložnost, da se poenotimo in z vidika nacionalnega ponosa okrepimo. Ob tem je potrebno reči, da je okupator pobite borce pokopal v Gradcu predvsem zato, ker se je bal, da bi njihov grob doma postal simbolno mesto in ikona spomina ter čaščenja njihovih vojaških dejanj in domoljubja. Tudi zato je nacionalne heroje, Šarha in soborce iz padlega Pohorskega bataljona potrebno vrniti rodni grudi, saj je to bila gotovo njihova poslednja želja, ki jo povzdiguje tudi Prešeren spominu na Andreja Smoleta, ko pravi: ena se tebi je želja spomnila, zemlji domači, da tu podeli. Iz vseh teh razlogov je prekop in vojaški pokop pietetna in državotvorna dolžnost slovenske države. S to pobudo se strinja tudi občina Slovenska Bistrica, kjer je mesto zadnjega boja na Osankarici. Prepričan pa sem, da se s tem strinjajo tudi ostale občine, ki sodelujejo pri vsakoletnih spominskih prireditvah po 8. januarju. Še enkrat poudarjamo, da je za vse Slovence poslednji boj Pohorskega bataljona izjemno junaštvo in brezmadežno dejanje, ki nas povezuje. Zato bi po prekopu posmrtnih ostankov in postavitvi primernega obeležja spominske slovesnosti v obletnicah padca končno morala prerasti vsakoletno osrednjo proslavo oziroma spominsko slovesnost, vezanjo na ohranjanje spomina in pozitivnih vrednot NOB-ja. Namreč nekako se ne more uveljaviti, da bi ta spominska slovesnost bila dejansko osrednja v Sloveniji, si pa po svojem herojstvu, domoljublju in popolni čistosti in vzdrževalnosti to seveda zasluži. Mi računamo, da bo ta pobuda splošno sprejeta. Kljub temu, da je pobudnik, pravzaprav v imenu stranke, gospod Tanko, dobil od ministra Svetlika in od predsednika Zveze borcev, gospoda Stanovnika, tako dvoumne odgovore, da seveda podpirajo obeleževanje spomina, da pa imajo polno pomislekov za tak prekop. Gre namreč za to, da ostali pokopani v Gradcu seveda niso v enakem statusu. Njihova smrt se je zgodila tam na ozemlju današnje Republike Avstrije, ti borci pa so padli na Osankarici, na Pohorju, in ker gre za klasične nacionalne junake, njih je treba vrniti sem. Moram reči tudi, da presenečen dikciji, ki jo minister Svetlik tu navaja v odgovoru, ko pravi, že sedaj namreč ostaja mednarodno
pravne obveznosti Republike Avstrije v zvezi z varstvom, urejanjem, vzdrževanjem in spoštovanjem vojnih grobišč Slovencev, to drži, ki so med vojno padli ali umrli na njenem ozemlju oziroma so tam pokopani. Ta dikcija, da je bilo to kadarkoli avstrijsko ozemlje, je zgrešena in to je bilo okupirano ozemlje in ni bilo avstrijsko ozemlje. Tako da, kot sem še enkrat rekel, pričakujemo pozitivni odnos in seveda ta pobuda pada tudi ta teden, ko je 8. januarja bo minilo že 68 let od padca Pohorskega bataljona in mislim, da je to simbolno najbolj primeren trenutek, da se na to spomnimo, tudi stavimo to pobudo in jaz osebno mislim, da bi lahko vsaj za 70-letnico tega herojskega boja to stvar uredili in imeli takrat primerno slovesnost, kjer bi upravili ta pokop in postavili tudi